Ja, Nemci so predali, ampak seveda med vojno tu so podpisali premirje, ne, in tako v vasi Zagorje, ne, partizanska komanda in nemška, da bodo nemški vojaki lahko šli domov, ne, brez orožja, se težko pustiti, lahko pa nosejo osebno orožje, tako bolj spominsko, ne, in to. Dejansko to ni nič veljalo, čim so Nemci prišli, ne, po cesti, so jih kar tam čakali v zasedah in bršte orožje dol in to in nazaj v Bistrico, ne. V Bistrico oziroma na ene mlake tam med Topolcem in Bistrico so jih imeli in potem od tam so jih peljali peš proti reki, ne. In smo rekli, jih peljejo v reki, bodo tam, je dosti so bombardiranja bila pristanišča in to bodo zdaj morali vse to pospravljati in to. Ne, ampak so jih vodili čez celo Jugoslavijo, to sem pa potem dolga leta kasneje izvedel, čez celo Jugoslavijo peš, da so prišli v Srbijo, bohoj koliko jih je po poti umrlo od glada verjetno in od ščrpanosti in od vsega. In si je smislil en kraj pred Beogradom, tam so pa ustavili, ne. Tam so ustavili in si mislim, da so hoteli narediti ko eno parado Beogradu, kot eno tako, bi rekli, te nemške ujetnike uporabiti kot evo, tisti, ki so nas hoteli pač okupirati in to, poglejte, kakšni so zdaj in tako. Ampak menda do te parade, no, bi rekli, po vzgledu Stalingrada, tako so Rusi naredili, so vse ujetnike v Moskvo peljali nemške in vsi Moskovčani v špalirju in ti buji so hodili vmes, so krčali, jih brcali, pljuvali, saj človek razume, ne, na en način, ne, tam toliko časa so bili pod nemško okupacijo, ne, vojno in vsega mogočega grozot so doživeli, ne, in je bila razumljiva taka reakcija. Vojaški oziroma predpisi, ki naj bi med vojno veljali za vojskujoče, to nobeden se jih ne drži, ne. Ne, se jih niso Nemci držali in se jih niso niti nobeden držal od ostalih. Kakor toliko so se jih držali Američani, ne, ker so prišli z drugega kontinenta in oni niso bili tako osebno. Za njih je bil vojak, ne pa nek grozen sovražnik, ki je morda pobil mojo družino, recimo, zdaj pa bom jaz njih in tako, ne. Oni tega niso imeli, ne. Tako da je ta povojna, ta, bi rekli, sovraštvo, ne, eskaliralo tudi v množično pobijanje ujetnikov, ne. Jaz se spomnim, je bilo en mesec po vojni, no, približno. Tukaj na našem dvorišču smo imeli napajališče za živino, ne. In tudi stolp je bil z dobro vodovodno vodo, ne. In en dan dopoldne je bilo kakšna 10 ura, tam konec maja meseca moralo biti, ne, vojna se je končala 9. maja, ne. In so pripeljali ene nemške ujetnike in so se ustavili tukaj in so pili vodo. In so jih peljali naprej, to smo pa potem izvedeli, ne, kaj se je godilo. Je tam en potok naprej, približno 1,5 km od nas, kjer smo zdaj, Jasenska pila, so mi rekli,
In tam nad tem potokom so jih pripeljali, da jih bodo postreljali. In ljudje, ki so hodili po cesti, to čisto blizu ceste, ne, 50 metrov približno, so se ustavljali in gledali. In celo prešteli te nemške, in so bili 84, smo potem dejali, so točno prešteli, recimo 80, cirka 80 jih je bilo. In tam naj bi jih postreljali. In kaj se je zgodilo? Nobeden od teh partizanov, ki so prišli, ki so jih pripeljali, ni hotel streljati. Komandir njihov, ne, je kričal, da je taka komanda pala, ne, da jih morajo postreljati, pa ne so hteli streljati, da je vojna končala, kaj zdaj je konc, kaj je zdaj in tako. In je kričal in ljudje so čakali, kaj se bo zgodilo, zato so pol točno vedeli, kaj se godi, ne. Čakali, a da se ne en mulc, tako so rekli, ne, po letih, javil prostovoljno, da jih bo on. Ampak tudi kot partizanček, ne, morda 16, 17 let, ne. In je on se vlegel mitraljezu, ne, in jih pokosil. No. In tam so jih tudi pol zakopali. Ne partizani, pol vaščani ali ne vem kdo. So še vedno tudi tam? Niso še vedno tam. Pa je označeno? Menda ne. Ne vem to. No in so tam ležali, seveda, najmanj en dan in so ljudje pravili, da se sliši tudi slovenske besede, ne. Vode, ne. Neki, ki niso bili so bili težko ranjeni, ki so umirali, no, bi rekli. Čudno, no, take, ki umirajo, vedno zelo želijo vodo. Ampak sem rekel, da predno so prišli tja v Jasensko pilo, so se tukaj ustavili in napili vode, ne, niso bili žejni, ne. Ampak izgleda, da v tisti agoniji pač je voda nekaj, ne vem, zelo pomanjkljivega, ne, za telo. No, to je bila ta... Med vojno? To je bilo konec vojne, ne. Zdaj, če smo že pri temu, koga sem videl, nek dan tudi je bil maj, morda začetku junija, no, so po cesti od Koses, ki sem bil zunaj, sem videl štiri uniformirane vojaških uniformah, ki marširajo sem. Ko so prišli sem takoj videl, kaj je. 2 partizana so gnala 2 domobranca. In oba sta imela zvezane roke na hrbtu, ne. In slučajno enega od tega zvezanega, torej domobranca sem poznal, tako na videz, ne. Je bil en mlajši fant, je bil starejši, tega mlajšega nisem poznal, so pri hiši rekli pri Kotlarjevih, ne nekaj drugega je bilo. Sem pozabil, kako so po domače rekli, no. Je bil ta starejši, ta mlajši, ki ga nisem poznal, je pa bil neznanec in isto partizan, pri tistih 2, ki so gnala, to dvojico, sem enega poznal, ne. Že prej kot civilnega fanta. No in so jih, po belem dnevu so šli, nikoli več se ne slišalo, kaj je s tistimi 2 domobranci bilo, ma se ve, ne, morda še isti dan ali isto noč so jih streljali, ne, tam kdo ve kje, kakšnem grabnu založeno tam. Ampak na tem območju domobrancev sicer ni bilo? Kako? Ja. So bili tudi? Ja, tukaj so imeli kasarno domobrancev.
domobrancev, stotnija domobranska je bila. In kdo so bili v njej, domačini? Ne, v glavnem so prišli, mi smo rekli iz Slovenije, ne, so takrat rekli, ne. Ja. Tudi kakšen je bil mes ampak iz Bistrica ni bilo nobenega, ne. No, so pa ustanovili pevski zbor domobranci takrat, ne. Po dolgimi časi so imeli koncert tudi in nekaj domobrancev je v tem zboru tudi pelo, ne. In so potem stotnik domobranski je bil Miklavž, ne, so imeli organizirali Miklavževanje, ne, je bil stotnik domobranski Miklavž. In ti domobranci so se umaknili tudi maja 1945? Ja, no, prej sem omenil Nedičevce in dvojne četnike, ne, torej domobranci so bili tudi, ne, torej po kapitulaciji Italije so prišli domobranci malo kasneje, nekaj mesecev kasneje, ne. So prišli z vlakom in zanimivo je, da so domobranci zasedli isto neko svojo domobransko enoto imeli v Klani, ki je zdaj pod Hrvaško, ne. Ampak tam je na meji in oni so bivši Slovenci, no, bi rekli, ker edini, ki govorijo kaj, ne. Vsi ostali govorijo ča, ne. Tukaj Dalmatinci, Istrijani govorijo ča, ne. Namesto reče kaj, ne, rečejo čaj, ča. Ča govoriš, ne, in tako. No, in ti domobranci so bili do konca vojne, tako kot tudi četniki in Nedičevci, in so vsi pravočasni, tisti zadnji boji, ki pravim, takrat domobrancev, četnikov, Nedičevcev ni bilo več, so bili samo Nemci, ne. So se že umaknili? So se umaknili in se predali v anglo-ameriškim enotam, v Trstu ali tam, kamor so pač trčili na njih, tam so predali, ne. Jaz se spomnim še v naši hiši so imeli ti Nedičevci, ne, sem jih prej omenil po generalu Nediču, so imeli pri nas 2 sobe in so 4, v vsaki sobi po 2 spala, ne. V eni sobi je bil en lekarnar po poklicu, so imeli lekarno v Mladenovcu, v Srbiji, je povedal, ne, in se je imenoval Kosta Pop Hristić, ne. So imeli v Mladenovcu lekarno in v Zagrebu svojo podružnico, ne. Potem je bil en Dušan od teh oficirjev nedičevskih, potem je bil en Nikola, ki je bil Srb, ampak je živel v Zagrebu za časa stare Jugoslavije in je bil takrat jugoslovanski prvak, jaz ne vem, ali v metanju krogle ali diska. Ne, tako, znan športnik, ne, tudi je bil strašno tak, ampak on je bil vedno civilo oblečen, ni bil oblečen v uniforme. Potem je bil en odvetnik, tudi z Mladenovca, ta tudi bil v civilu, no, ti 4 so pri nas stanovali, ne. So bili tudi na hrani tukaj? Ne, gostilna ni delala, ne, takrat. Oni so dobili nalog, da imajo tukaj spanje. En večer je nekdo razbil po vratah, je šel vrata odpret in je stal ta Nedičevc, Dušan, s pištolo v roki. Tako. Je rekel, pa kaj je? Šta je? Ja, je rekel, saj nisem vedel, kdo mi bo odprl vrata, je rekel, lahko bi
tudi on imel pištolo, pa me bi. Je rekel, jaz sem dobil nalogo, da bomo jaz in moji še trije pri vas, smo dobili pri vas stan, ne. In pol so drugi dan prišli, tisti, kot sem prej pomenil, no. No, in ko smo končali gimnazijo, maturirali. Med vojno ste hodili v šolo? Ko smo končali nižjo gimnazijo, med vojno smo hodili redno v šolo, v samostan de Notre Dame, ne. Ja. In smo končali nižjo gimnazijo in je bila ko ena taka tiha komanda, da čim več dijakov, Primorcev, ne gre v Trst, se vpisati v slovenske šole, ki so jih anglo-ameriška uprava je že ustanovila tudi slovenske šole, ne. No, in so bili o počitnicah, tiste počitnice, ne, povojne, prve šolske, so bile v Trstu namenjene za take, ki pridejo, ki bodo nadaljevali šolanje v Trstu, in smo šli tisto poletje, nas je šlo z Bistrice nekaj tja. Nekaj je bilo že Bistričanov v Trstu, ki so že takrat emigrirali, ne, proč iz Bistrice po vojni. In smo tam hodili na ta tečaj in sem jaz enkrat šel po Viale 20 Settembre v Trstu, ko se je klicala tista ulica. In ta Dušan Nedičevc, ki je pri nas bil, ki sem ga prej omenil, je lepo tam sedel pri eni mizici in me je zagledal in me poklical, kako je v Bistrici, kako je, kako se zdaj počutite, kaj je. In je rekel, veste, Kosta, ne, tisti Kosta Pop Hristič, jaz sem Trsti, je rekel, on je pa že v Londonu. On je že v Londonu, ne, verjetno kot lekarnar so mu hitro dali kakšno dovoljenje, da je lahko prišel, ne. Lekarnarje so verjetno rabili, vojna se končala, dosti je bilo bolnikov, ranjencev in vsega, ne. Tako da je, no, to je bil, ta Dušan je pa bil še takrat v Trstu, kam je pol šel in kam so šli ostali. On je vedel samo za tega Kosta Pop Hrističa, ne, kaj je z njimi, kje je in tako. In to je bila zadnja sled, ki smo jo imeli do njih. Po vojni ste vi nadaljevali šolanje? Ja, no, potem s tisto propagando, ne, šolsko, da naj čim več dijakov se vpiše v tržaške slovenske šole, so pa spremenili, ne. Seveda tiste šole ne bodo pod našo kontrolo, ne, naše nove oblasti, komunistične, ne, tam bodo pod vplivom Zapada, ne, bodo imeli tudi verouk, bodo vse tu. Je prišla druga komanda. Vsi nazaj, ker se bo v Postojni ustanovila gimnazija. No, in potem smo prišli nazaj in se vpisali v prvi razred gimnazije v Postojni. In tam takrat ni bilo teh vozačev in tega, ali pa vlakov, smo bili v dijaškem domu, ne. Zelo, prve mesece smo zelo, recimo, da povem, kaj smo dobili za zajtrk, ne. Na aluminijastih krožnikih prežgano juho. Ni drugega noter, tam čisto juho. In smo dobili kos kruha, smo rekli Titova torta, ker je bila v bistvu polenta iz rumene moke, ne, kruh narejen, samo zunanji del je bil posut pšenično, da je držalo skupaj, ne. In to je bilo tako trdo, da nismo drugega mogli jesti, kakor v to prežgano juho smo si to nalomili, da so opili,
da se je kruh opil, da smo pol lahko tu pojedli, no. No, pol je počasi začela čisto taka, bi rekla, domača hrana, ne, razne mineštre, razne krompir, fižol, taka stvari, ne. Ampak je začela ena, bi rekli, normalna prehrana, no, tako. Kako se spomnite teh prvih povojnih let? Ja, no, nekaj sem povedal že, ne, v zvezi s šolstvom. Tista prva povojna leta, ne, ko je bilo konec, dobesedni konec streljanja in pobijanja, kar je vojna prinesla in je hotela končati še, kljub temu, da je bilo konec, je počasi začelo vse normalno delovati, ne. Vsi gostilničarji so odprli gostilne, trgovci so imeli trgovine, obrt, vse je delovalo, ne. Ni bilo še nobene nacionalizacije, ne. Je delovalo, kakor so pač lastniki lahko delovali v takih povojnih razmerah, ne, ker je manjkalo materialov, manjkalo prehrane, manjkalo tako. Hrana je bila itak na karte, ne. Dobilo se je pa tudi še kaj poleg, ne. To je pa imelo zelo visoko ceno, ne, v primerjavi s tisto, kar smo dobivali na karte, ne. In tako da je vse delovalo normalno, torej kot normalno, ne tako normalno, ne, ker je vojne razmere so še vedno vplivale, ne, na vse, dosti je bilo še vedno pomanjkanja, ampak ni bilo nobene nacionalizacije še, nič, vse je bilo še privatno, tako kot je bilo pred vojno, dokler ni začela nacionalizacija, ne. Takrat ste pa dobili tak listič, ne, polovičko od A4 formata, po zakonu o nacionalizaciji vam sporočamo, da s tem istim dnevom vaša, govorim zdaj za našo gostilno, je nacionalizirana in svoboda narodu, smrt fašizmu, ne, to je bilo na vsakem, ne vem, kaj je bilo takrat tu treba napisati, ne, fašizma ni bilo več, ne, če smo ga premagali med vojno že, ampak tako je bilo, ne, vsak listič, karkoli, ne, vabimo vas na veselico, svoboda narodu, smrt fašizmu, svoboda narodu, ne. To je bila tak, ne vem, čuden vojno izrazoslovje, no, bi človek rekel. No, ko je začela nacionalizacija, smo se mi morali preseliti gor, nam pa niso nacionalizirali hiše, ne, samo gostinsko dejavnost, ne. Mi smo se morali preseliti v gornje prostore in gostilna, tam ste videli rolete, ne, je začela, so ustanovili gostinsko podjetje, ne, Ilirska Bistrica, ne vem, kako se je imenovalo, samo gostinsko podjetje, seveda je imelo direktorja, je imelo dve natakarice, ena dopoldne, ena popoldne, ne, je imelo neke tisto, sicer skupne službe, ne, ki so vodile to finančno poslovanje, nabavo, prodajo in to. In s takim, bi rekli, dodatnim personalom gostilne niso mogle izdržati. In potem so se zmislili na socialistični zakup, se je klicalo. Naša gostilna, ne, prostore in inventar in miza in vse, kar je bilo noter, so nam dali v zakup.
ne, država nam dala zakup in tu so bile te zakupne, socialistični zakup, so rekli, ne. No, in pol smo imeli nekaj časa to, potem je pa tisto, pol je pa tudi ta zakup, zginil, no, in so potem dajali privat gostilne, kaj so nekako omejeno, ne, določeno število samo, ne. No, ampak to je potem prešlo v normalno, ne. Normalno. To se pravi, v času nacionalizacije ata in mama nista delala v gostilni? Ne, ne. Mama je bila doma, gospodinja, ne, in mama. Ata je pa dobil, ker je bil trgovec, je bila, tako so ustanovili ena taka prehranska podjetja, Prerad se je klicalo, to je bilo po celi Jugoslaviji enako, no in se je tam zaposlil kot skladiščnik za prehrano, ne, tisto, kar je takrat se izučil pri stricu, ki sem na začetku povedal, ne, ki je bil lastnik trgovine s prehrano. No, in v tistem času je pač on bil edini zaposlen in ker smo imeli nekaj prehrankov in dosti pomoči v hrani smo pa dobili od maminih starših oziroma iz hiše, kjer je bilo, so bili kmetje, ne. Tako da smo nekako in tisto, kar smo dobili na karte, in potem je bilo tudi v prosti prodaji, vse, ne, so karte odpadle, ampak se ni dobilo vsega, kar se bi hotelo, danes je manjkalo to, jutri ono, pa so to dobili, pa in tako, ne. Da so počasi razmere normalizirale, ne. Tako da smo imeli potem, kot pravimo, poleg tiste socialističnega zakupa, ne, tudi spet nazaj zasebno gostilno, ne. Je še mama in ata nekaj časa delala, potem je pa to prevzela žena od mojega brata, ne, je pa ona imela pa potem je itak prišlo do osamosvojitve, ne, od Jugoslavije, in je tisto potem imela, do penzije je bila gostilna odprta, ne, potem pa ni več nobenega, ki bi lahko nadaljeval. Razen tega pa so nam vzeli zaradi krožišča, kar sem že omenil, skoraj parkirni prostor, da je nemogoče imeti kakšen katerokoli dejavnost pravzaprav, ne, ker vsaka dejavnost rabi zdaj, da pride tovornjak, pridejo tu kombi, ono, tu je dvorišče, je premajhno dvorišče za to, ne. Po poklicu sem bil, mislim, po gimnaziji sem šel na pravno fakulteto, ne, in sem bil potem univerzitetni diplomirani pravnik, kot se reče, ne. In sem začel svoje delo v Kopru. Sem bil 4 leta v Kopru na občini in tam lahko rečem, da sem se prav dobro počutil. Smo bili smo se tako tam spoznali zelo, nekateri se smo poznali še iz pravne fakultete, eden je bil tukaj tudi iz naše občine, ne. Tako da smo bila 2 iz Bistrica pravzaprav na občini v službi, potem eden Dolenc je bil sodnik, potem nekateri drugi so bili, eden je bil ekonomist, pa eden je bil inženir iz Tomosa, pa potem tudi so bile v naši družbi tudi nekaj punc, ne, ki so bile tudi, smo imeli poliglotko
ki je delala v Tomusu, 7 jezikov govori, ne. Je govorila že takrat, ne. Pa ena druga, ki je bila glavna direktorica, tajnica glavnega direktorja največjega podjetja koprskega, ne, na Obali in tudi takrat na Primorskem, ne. Še zdaj so vsi ti trije so tudi še živi, ne, ja. Včasih se slišimo po telefonu s sodnikom pa njegovo ženo, no, to, ki je bila prava poliglotka. Iz tiste družbe so jih je kar eni trije zakoni nastali, ne. To so eni trije poročili, no, drugi so mrtvi. Ena je menda zelo dementna, ampak je bila precej mlajša od nas. No, v naši družbi je pa bil doktor, zdaj sem pa pozabil ime, doktor prava, in je imel v Kopru svojo advokaturo. On je bil enih 20 let starejši kot mi. Mi smo bili približno 2-3 leta, tako 4 razlike, ne. On je pa bil, je zanimiv zaradi tega bil, ker predno je bila vojna končana, ne, druga svetovna, so v Ljubljani ustanovili zadnje dni slovensko vlado, ki ni bila pod kontrolo partizansko, ne, ampak je bila, so tam sami dogovorili. In ta odvetnik, kasnejši, ne, je bil tudi v tej vladi. No, in on je bil kot član te slovenske vlade, ustanovljene proti koncu, so bili vsi aretirani, ne, ti člani, in ta tudi, ne, je bil aretiran in bil v zaporu na ne vem koliko časa. Je bil tudi tukaj pri meni, ne, tudi tu, potem, ne. In ne vemo nič, kaj se je vodilo, ker o tem ni spregovoril niti črknil nikoli nič, ne. Koliko časa je bil v zaporu, kaj. Tudi da politično je bilo znano, ne. Niso smeli nič govoriti, kje so bili, kaj se z njimi dogajalo, kako so jih zasliševali, nič. On ni omenil, nikoli nismo slišali, da bi on kaj rekel o tej vladi in da je bil on tam minister in to nič. Povedal je samo, da je bil takrat zraven. To pa je povedal. Ja, to je verjetno povedal. Sicer jaz nisem po njemu slišal, ampak v naši družbi smo vedeli, ne vem, ali je kakšnemu on povedal, ali kako je. In potem smo vsi ostali to izvedeli, ne. No, je bil zelo zanimiv in tak zelo prijeten človek, ne. Zelo včasih je bil tudi smešen, smo se smejali, ko smo bili v Kopru, no. Ko sem bil v Kopru, ta 4 leta v tej družbi, smo se abonirali tudi na klasične koncerte glasbene. In smo hodili v gledališče, ne, in tudi on je bil, ker smo šli mi, je tudi on, ne, on je vedno šel povsod, kamor smo šli, ne, smo hodili tudi v Istri, tam na kakšno kmetijo, pa so tam jedli, taka, bi rekli, ko ena turistična kmetija, takrat niso bile turistične, so bile kar tako, ne, so točili svoje vino, pršut, salame tam po Istri, lepi tisti dnevi so bili tam. In še nadaljujem, no, s temi koncerti, je on tudi šel z nami na koncerte, ampak obvezno je zaspal. Obvezno je takoj zaspal. Lepo smo sedeli, vsi smo imeli v isti vrsti, no, se bilo 5-6 teh abonentov, on je med nami zaspal. In pol, ko je bilo konec, recimo nekega komada, ne, smo ploskali. A ste imeli v času službe kdaj kakšne probleme z oblastjo? Ne, to moram reči, 4 leta sem bil v Kopru. Mi je žal, ampak da sem prišel domov, ampak 2 stvari so bile, 4 leta sem bil, pa
pa nisem dobil stanovanja, ne. Ampak sem v turistični sobe, ki ljudje oddajajo turistične sobe. Sicer mi je občina to plačala, ne, koprska, ampak se veste, v družini biti v enem stanovanju, s tujo družino, imeti eno sobico, drugo nič, to ne. To je bilo. Drugo, pa morda še bolj, no, kadar sem prišel domov, ne, in sem zelo veliko hodil domov, ker doma so vsi radi jeli ribe, ne, in naša mama je bila specialist za jih delati. In jaz vsakokrat sem šel v ribarnico, že prej, ne, v odmoru, soboto, iz službe, naročil in kupil tam ribe in jih pustil v njihovem hladilniku. Takrat nisem imel avta, ne, in da so bile tam na odmrzovalniku, ker drugače bi, ne vem, kaj bi bilo s temi ribami, ne, v vročini koprski. In tik predno sem šel na avtobus, ne, sem jih tam vzel in so mi zavili še dodatno, ne, tako da so prišle ribe sveže domov in mama jih je. To. No, in vsakokrat, ko sem prišel domov s temi ribami, ali pa brez, tudi se je zgodilo, da nisem mogel priti do njih, je vsakokrat, pa zakaj si tam, pa zakaj ne prideš domov, pa kaj po tistih menzah ješ, pa nimaš pravega stanovanja, sam praviš, da nimaš. Tukaj imaš vse kuhan, tu vse te čaka, ko prideš iz službe. No, nekaj mama, nekaj tisto, da nimam stanovanja, in sem da odločil, da grem. Ampak zanimivo, 4 leta ni bilo dano stanovanja. Ko sem dal odpoved, so mi ponudili 2 garsonjeri. Eni taka majhna, res garsonjer, ena pa velika, skoraj kot enosobno stanovanje. To je bilo pa takoj. A sem rekel, zdaj sem že dogovorjen s Bistrico, sem se že dogovoril, že prej, ne, da bom na sigurno šel, in sem potem bil v Lesovnitu, ne, pravnik, in sem potem do penzije bil, ostal v Lesovnitu, no. Tako. Tako je bilo ta. No, je bila pa ta naša družba, kot pravim, sami skoraj vsi smo bili pravniki, ne, bodisi takšni ali drugačni, nekaj je bilo tudi drugega, ampak si visoko izobrazbo. Meni, da je eden, ne, ali, ja, te 2, ki si jih omenil, ne, so bili visoko, so imeli srednjo, ne, in še neki smo bili vsi visoko izobrazbo in smo bila ena taka, nobeden ni bil v partiji, ne, nihče. Ampak tudi v Kopru, ko sem bil 4 leta, nikoli mi ni kdo kaj rekel, ja, bi te predlagali, ali nič, nikoli, nobeden, nič. Tako da smo bili vsi nepartijci in smo se imeli za tako svobodoljubno družbo, ne. Mi smo imeli svoje pogovore, ne, in smo se izogibali političnim pogovorom, ker se veste, takrat smo bili vsi kontrolirani in vsaka besedica lahko bi kaj škodila, no. Nisem pa imel občutka, da bi nas kontrolirali, ne. So nas, ne, ker kontrolirali smo bili vsi, ne, ampak gleda, da niso nič kaj, da so nas imeli tako, da smo taka miroljubna družba, da ni nobene nevarnosti za državo pred nami in tako, ne. In tako da sem se tiste čase kljub vsemu, ne, tem stanovanjski stiski in temu, dobro počutil, no. Z občine so me dali tudi na prakso, sem bil na sodišču 6 mesecev na praksi, ne, tako. Sem imel tudi potem, ko sem tisti pripravniški staž po diplomi naredil, sem dobil kar zahtevno delo na občini v Koper. Sem postal vodja oddelka za upravno-pravne gospodarske zadeve. Jaz sem bil vodja, no pa še 3, 2 so bile
v moji službi in še en moj bivši kolega z fakultete, samo ni diplomiral, pa so mu priznali samo prva 2 letnika, ne, tako da je lahko bil referent za obrt, ne, ena bila referentka za stanovanjske zadeve, ena za gradbene zadeve. In recimo pri gradbenih zadevah, ona je imela srednjo gradbeno, je bilo pa so bile določene stvari zelo zahtevne, ne, in so mi rekli, da tiste zahtevne bo moral jaz sprejeti, ne. Ona pa je morala povedati, da temu ni kos, in pol sem jaz sprejel, ne, tako je bilo. No, in recimo pri teh velikih projektih, ki sem sodeloval oziroma tudi vodil, sem vodil lokacijski postopek za gradnjo železniške proge, koprske, ne, do pristanišča, ne. Tam sem jaz vodil in je bil zelo zahteven postopek, ker je bilo ogromno interesov, ne, iz državne strani, ne, to. Ampak jaz ne vem, sem tako uspel, ko je bila glavna lokacijska obravnava, so bili predstavniki oziroma sekretariatov takrat, ne, so se imenovala ministrstva, so bili zelo v določenih stvareh zelo zainteresirani, kako bo ta proga delovala, in se pač ta lokacija, kako jo bodo postavljali. Ker ljudje tam, je proga, njive so bile recimo tako, ne, v vrsti, proga pa je šla po sredi in je kmetom polovica na oni strani, polovici ta. In zdaj kako priti iz te na ono. In so hoteli tako zelo pogosto podvoze ali nadvoze, kakorkoli že, ali pa samo tiste križe, ne, kot rečejo, železniške. In tako da je bilo zelo zahtevno, kako to speljati, no. Ampak v enem dnevu sem jaz se končal. Tako. Ampak zakaj? Je bilo zelo veliko predstavnikov iz ministrstva, pa od ribičev, pa od turizma, pa vsega, ko bo vplivalo na turizem, ne, tam Ankaran, pa te stvari. Jaz sem vodil, ne, vso to skupino, strojepiska je bila, tudi s pisalnim strojem, na kakšno ograda, ki so one kamnite ograje, tam kraške, istrske, na kakšno lep raven kamen je dala stroj in tipkala tam stoje, ali šepeče, bil nizek kamen in tako. In jaz sem vsako stvar takoj diktiral, ne. Vsako diktiral in sem rekel, ima kdo kakšno pripombo, da še dodam, ne. Ponavadi niso imeli nič, ali pa če jo imel, sem še tisto pripombo dal. In tako je šlo po celi progi. In sproti smo za vsako stvar, ne, nadvoz, podvoz, oni križ, elektrika tam, kmet bo imel tam prehod, oni tam, ona vas bo lahko šla tako. Ko je bilo zadnji tak ogled narejen, sem tudi tam, pri vsakmu sem naredil sklep, ne, tako, ima kdo pripombo, ne. Vsi podpisniki, oziroma predstavniki se podpisati in zadeva je bila končana. Vsi so pristali na vse in ni bilo več nobenega ugovora, nobene zavlačevanj, nobene nič, v enem dnevu je bila lokacija narejena, ne. V današnjem času bi trajalo leta. V enem dnevu, ne. Veste, kaj me še zanima? Vi ste tudi pesnik. In pisatelj. In pisatelj, tako. Dajte še o tem kaj povedati. O tem? Ja. Ja. No, ko sem prej omenil, da sem po 4 letih se vrnil v Bistrico, ne,
so me kmalu vprašali, če bi zamenjal nekoga, ki je predsednik izvršnega odbora kulturne skupnosti. Takrat so bile te kulturne skupnosti, pa športne skupnosti, pa socialne, se veste, vse je bilo te skupnosti. In sem rekel, zakaj bi zdaj to, ne on konča? Ne, on ni za to, on je športnik, balina njega zanima, kegljanje in sem rekel, to seveda ne gre skupaj, ne, to je šport, ne kultura, ne. No, in sem jaz bolj nekako pristal, sem rekel, no, se nekaj se moram poleg službe še ukvarjati. No, in sem prejel to nalogo in no, menda drugo leto že, ali morda je bilo kaj večno, nek telefon kliče Zavod za spomeniško varstvo iz Gorice, ki spadamo pod Gorico, tudi naša občina. Pravi, da je direktor tega zavoda, se predstavil, ga nisem poznal, in da bi rad govoril z mano. Sem rekel, to je verjetno kakšna napaka, veste, jaz sem pravnik v Lesonitu. Ja, ampak vi ste tudi predsednik izvršnega odbora kulturne skupnosti. Ja, sem rekel, ja, pa no, če je kulturna zadeva, potem ja, je rekel, je zadeva obnove Premskega gradu. Na zavod se že en čas bori, da bi začeli obnavljati, ker je streha za nič, ker bo začelo vse propadati. In v bistvu se ne najdem sogovornika, da bi nekom nekaj zavod začel s to obnovo. In ne vem, ali je povedal, ali kdo, da je pač dobil namig ali nasvet, no, da naj pokliče mene. No, in je rekel, gre za to, da če kulturna skupnost občinska zbere nek denar, ne, za neko akcijo, ki je pač sprejemljiva in sprejeta, da republiška, ne, kulturna skupnost isti denar, ne, če mi beremo 1 milijon, dobimo 1 milijon, če zberemo pol. In sem rekel, ja, pa kaj naj bi naredili? Je rekel, zaščititi Premski grad. Bi bilo treba narediti obod, ne, ta cementni, ploščo in streho. In to, ampak to bomo seveda v enem letu, ne, ampak bomo postopno, samo da začnemo, ne. Ja, sem rekel, veste, mi imamo zelo omejena sredstva, samo če se gre za to, bomo nekako zbrali naš delež, da bomo pol dobili še tega republiškega. In tako se je začela obnova Premskega gradu in danes je obnovljen, seveda so potem drugi časi prišli, ne, in tako je občina potem sprejela to nalogo obnove. Ampak to so bile take zadeve, ko sem začel s to kulturno skupnostjo, ne. Potem seveda v Bistrici je deloval pevski zbor, že od prej, ne. In sem rekel, sam pevski zbor to ni nič, je treba misliti tudi na ostale kulturne dejavnosti. In sem v tistem času ustanovil 4 društva, ne. In med njimi tudi literarno, ne, ki ga nikoli ni bilo. In tudi danes je zelo malo literarnih društev v Sloveniji, ne. No, in potem, ko so bila ustanovljena ta društva, ne, je bilo likovno društvo ustanovljeno, društvo za krajevno zgodovino in kulturo, pa to literarno društvo, 4., zdaj ne spomnim, katero je še bilo. No, so začela delovati
In sem rekel, če že ustanavljam, sem na taki nalogi, ne, kot predsednik tega izvršnega odbora, se moram tudi jaz nekam vključiti, ne. In seveda mi je ležala ta literatura, ne, in sem potem tudi bil aktiven član, nekaj časa sem bil tudi predsednik, eno obdobje 4-letno, tako da me je to potem prignalo v te literarne vode, ne. Tako da te literarne vode pa konkretno pomenijo, da imam, da sem izdal 32 knjig, ne, poezije in proze. In še vedno, letos sem tudi izdal eno manjšo knjižico, oziroma dve, ena proza, bolj razmišljanje, take mali članki, no, in ena pa prav kot poezija. In v tiskarni imam tudi eno tako groteskno humoristično knjigo, ki bi morala že iziti, pa so se jim neki stroji pokvarili, tako da je velika zamuda, no, recimo oktobra, da bo, ne. In imam pripravljeno v rokopisu še eno knjigo poezije, tako da bom, verjetno bodo obe knjige še letos izšle, no, upam, ne, tako da jih bo 33 ali 34. Tako. Ampak v glavnem, menda razen 4 ali 5 so to v samozaložbi. Tu je ena v samozaložbi. Kakšnim temam se posvečate? Prosim? Kakšnim temam se posvečate? Kaj obravnavate v svojem Ja, so delu? različne, ne. Ene so bile 3 knjige, recimo so bile Pozabljene pravljice, je bila menda prva prozna knjiga, je bila zelo dobro sprejeta, ne, tudi po radiu, ne, so bile predvajane razne posamezne, ampak ne so pravljice, ne, ampak so zgodbe iz starih časov. Jaz sem pa jih imenoval pravljice zaradi tega, ker vse take stare stvari nam so danes se zdijo kot pravljične, ne, recimo, če primerjamo prvi avto, ne, je bil bolj podoben kočiji kot avtomobilu, ne, v tem smislu sem rekel pravljice, ne, ker se godijo stari. No, in takih, na to temo so 3 knjige bile, ne. Pol so bile take humoristične, so tudi 3 knjige proze. No, in tako pesniške, pa se veste, kako je, tu je pa Izpovedne. čisti navdih, ne, tu je pa navdih, ne, tu prozo morate tudi marsikaj vedeti, ne, o neki prozi. Pesem je pa nekaj kratkega, ne, nekaj, ki človeka navdihne, ne, da lahko napiše, če ne, stavke prozne lahko skladate, ne, če poznate slovenščino, jezik, pa osnove slovnice, pa lahko pišete, ne, če imate dar še pisanja, ne. Poezija pa lahko ne vem kako lep jezik in slovnico znate, pa ne boste napisali nikoli eno pesem, ne. To je pa, vsaj jaz tako govorim, to je pa stvar navdiha, ne. Je tudi razmišljanje, ne, samo mora biti navdih, ne, no, moram reči, se zmisliti, ja, danes bom pa napisal pesem, ne, kje pa nekaj vas mora navdihniti, nekaj mora prileteti, ne. Jaz sem enkrat nekje napisal, da poezija je tako, kot če vam na dlan prileti lastovka in takoj odleti,
če jo ne znate objeti in imeti in potem to. Ampak zdaj v zvezi s to lastovko sem se nekaj spomnil pravega, resničnega dogodka, ki sem ga doživel z lastovko. Z lastovko, ki sem potlej ugotovil, ne, je delala gnezdo. Ampak to je bilo eno jutro in to, kar sem omenil, dom moje mame, ne, ki sem ga potem podedoval od zadnje lastnice, sestre od moje mame v Gornjih Vremah. Sem bil tam potem, ko sem bil v penziji, dosti krat tam tudi po 14 dni, po 10 dni, pa poleti več, po zimi manj seveda. Eno jutro vstanem kot običajno, zjutraj, ponavadi sem bil že ob 7 uri, sem že po zajtrku in tako, in sem šel, odprem vrata. Glavna hiša, lep dan je bil, sonce, poleti, zgodnja, pozna pomlad menda, in polno dvorišče je bilo lastovk. So letele tako 3 dni, kakor pač letijo, zato da dobijo kakšno žuželko, hrano lovijo, ne. Ampak ena se je odtrgala od vseh drugih in je začela krožiti pred vrati, tako. Sem rekel, kaj pa ti? Samo, one drvijo gor, dol, ona pa vedno tam krožila po dvorišču pred vrati, tako. Ma, sem rekel, buhoj, kaj je? In se obrnem in grem notri. V vežo, naenkrat slišim en frfot. Pogledam, ta lastovka na veži in kroži nad mojo glavo. Ma, sem rekel, pa kaj je to zdaj? In pol sem se spomnil, kaj pa če je to lastovka, ki dela gnezdo nekje, pa me je prišla iskat. Samo kaj? In sem se spomnil, da sem videl v skednju začetek enega gnezda. Ne vem, nisem niti vedel, ali je staro ali je novo, ampak v kotu je bil začetek enega gnezdeca. In sem rekel, kaj je pa če je to? In grem ven, lastovka za mano. In grem čez cesto, lastovka za mano. Samo krožila je tako nad mano, ne. Jaz sem mislil, da škoda, da ji nisem nastavil roke, bi verjetno se usedla in mi kazala, kam moram iti. Odprem vrata od skednja, frc, leti noter in se obsede k tistemu napol zgrajenemu to. Ona me je prišla iskat, da naj vendar odprem vrata od skednja, da bo lahko nadaljevala se z gradnjo. Kako ona je to vedela? Da sem jaz tisti, da stanujem v tej hiši, da me mora pritiskati, noter je prišla v vežo, ne, tako rekoč me bi skoraj prijela za roko in odpeljala. Živali imajo nagon, ampak tukaj ni bilo nobenega nagona, ker nagon je nekaj, kar se drugače, avtomatično dela. Tu je bila neka konkretna zadeva, ne. Spraviti človeka, da mi bo šel odkleniti skedenj, da bom lahko gradila naprej in to, ne. Ste zapisali to zgodbo? Omenil sem jo, kot zgodbo jo pa nisem napisal, morda jo še bom, no. Tu ni nagon, pameti pa nimajo, pravimo. Kaj je potem to? Da je ona vedela, da sem jaz tisti, ki lahko odprem skedenj. In da če grem v hišo, brez da tega naredim, mora iti ona za mano notri v hišo. In se vrteti nad mano v temu. To je. Prej sem na hitro v vstopu noter opazila še neke slike. A je to slučajno tudi vaše delo? Mislim slike? Ja. Ne, to so moji portreti,
prvi tam, oni črni, pa ta plav in ta zadnji, to je ena moja znanka mi naredila, to prvo, to pa dva, tudi ena punca, to pa en moj prijatelj iz Lesovnika. So oni naredili te 3 moje portrete in mi jih podarili, ne. Je čutiti, da ste ljubitelj umetnosti, tudi z slikami, ki jih imate? No, poglejte te rože, ne, sončnice, to mi je dala ena sestra, Notredamka, ki je bila slikarka. Je slikarka in mi je eno od njenih slik enkrat podarila, ki sem bil tudi potem prijatelj z njimi, ker so bile moje prve šolske učiteljice, nek sem rekel, da smo prvi sedli v slovenske šolske klopi, ne. Tako da je to njeno delo, ne.